Tradicionalne prireditve, kot so pohodi, krsti mošte in ostali zabavni dogodki ob Martinovem na tem vinorodnem območju Lendavskih goric, je vsako leto poskrbelo za prav poseben čar v jesenskih dneh. Lendava kot vinorodno območje je imelo to tradicijo, ko se iz mošta spremeni v vino za Martinovo, da smo na nek način obeležili to dejanje. Letos zaradi teh omejitvenih ukrepov, ki veljajo in normalno, da je v taki obliki ne moremo izvesti, smo se pa z Zavodom za turizem in razvoj dogovorili, da kljub temu na nek način obeležimo ta dan. Letošnje martinovanje na lendavskem koncu pa letos ne bo zaznamovano tradicionalno, pač pa digitalno. Zato smo se odločili, da vinarjem na nek način pomagamo s tem, da njihovo predstavitev omogočimo preko spleta, torej s spletnih strani, socialnih omrežij in jih na ta način spodbudimo, da tudi oni naredijo nekaj v smeri lastne promocije. Zato so v Zavodu za turizem in razvoj Lendava pozvali vinarje in vinogradnike z lendavskega vinorodnega območja k sodelovanju v promocijski kampanji Vinsko-turistične ceste. Na poziv se je odzvalo 10 vinogradnikov iz tega vinorodnega območja. Smo s temi video predstavitvami želeli nuditi našim vinarjem nek suport pri promocijskih aktivnostih, za katere vemo, da se mogoče sami ali ne znajo lotiti, vsi seveda niso za to, kajti vinarstvo je posel, ki zahteva človeka, ki kletari, obdeluje vinograd in tako naprej. Tako da smo jim tu nekako želeli pomagati, da vsaj tisto, s čimer se mi v Zavodu za turizem in razvoj Lendava ukvarjamo, je ta podpora v smislu promocije in marketinga, za katero upamo, da jim bo v bistvu pripomogla pri prepoznavnosti. Ob tej priložnosti je župan občine Lendava Janez Madžar poudaril pomen povezovanja in skupnega nastopa vinarjev na trgu. Veseli me to, da so na našem področju uspešni mladi vinarji. Spodbujam, tudi lani sem že začel, da se morajo vinogradniki, vinarji združevati. Kajti v združenju, ko so tudi močnejši, tudi stroški so nižji in tudi lažje trg pridobijo na novo. V promocijski kampanji se bo predstavilo 10 vinarjev. Vina Magdič, Vina Klajderman, Vina Smej, Vino Kelenc, Hiša Vina Cuk, Zoknjak Winery, Galvajn, Rozman Wine, Vina Krampač, pa tudi Lendvines, ki so pred kratkim osvojili prestižno bronasto kolajno. Gre za 3 mlade vinarje, ki so se združili pod skupno blagovno znamko Lendvines in so pred kratkim osvojili prestižno bronasto kolajno na svetovnem ocenjevanju Vin Decanter. In še vabilo. Vabim vse gledalce, da si seveda video ogledajo na naših spletnih straneh oziroma socialnih omrežjih. Raziščite torej tradicijo lendavskih vinarjev, spoznajte raznoliko paleto okusov žlahtne kapljice ali še bolje. Odpravite se na izlet po Lendavski vinski cesti in nazdravite z žlahtno kapljico iz Lendavskih goric. Razgledni stolp Vinarium ponuja pogled na 3 sosednje države. S svojo prepleteno konstrukcijo namiguje na mrežo simbolov tradicije. Tukaj ima svoj domicil Evropski red vitezov vina. Skozi zgodovino sta človeku na območju Lendavskih goric trta in vino predstavljala delo, vir preživetja, okras krajine, žlahtno kapljico, nektar druženja in modrovanja. To je najbolj strnjeno slovensko vinorodno območje, zasajeno v smeri strmine. Najbolj zastopana sorta je laški rizling, ki po okusu in vonju spominja na lipov cvet. Vinsko-turistična cesta, ob kateri se lahko ustavite v vinotočih in izletniških kmetijah, pa vabi z doživetji narave, ki tukaj ne skopari z lepoto.